Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Te dni v Ljubljani poteka Mednarodni festival sodobne umetnosti Mesto žensk. 31. izdaja festivala obeležuje tudi 30-letnico delovanja društva Mesto žensk, ki prireja festival in vodi tudi druge dejavnosti. Pod geslom Skozi oči preteklosti v vizijo prihodnosti letošnji festival zaznamujejo vpogled v arhive in vrednotenje spoznanj o vztrajanju, prebojih, fenomenih in mreži, dejavnostih in dokumentih, ki se iz leta v leto zbirajo in soustvarjajo slovensko umetniško sceno in širšo družbeno krajino. O Mestu žensk, o društvu in festivalu, njunem vplivu v družbeni sferi in umetniškem kontekstu, o arhivih in arhiviranju ter kuriranju feminističnega festivala se bomo danes pogovarjale Iva Kovač, programska vodja društva in festivala Mesto žensk, Barbara Kapelj, vizualna in scenska umetnica in večkrat sodelujoča avtorica na festivalu Mesto žensk, in Ana Lorger, dramaturginja in kritičarka, letošnja selektorica programa uprizoritvenih umetnosti, ki se je Mestu žensk pridružila zadnja od danes sodelujočih. Pred mikrofon sem jih povabila Petra Tanko. Spoštovane gostje, lepo vas pozdravljam. Živjo, pozdravljena. Torej, če sem svoj uvod začela z navedbo obletnic, se pri tem zaustavimo tudi pri prvem vprašanju. Torej, Iva Kovač, ki ste trenutna vodja, kaj za vas pomenita ti obletnici? Pravzaprav imamo ta mali premik od enega leta, ko je festival osnovan, torej leto pred društvom. Pomeni ta dolgo trajanje in pomeni ta veliko praks, ki so se imele možnost predstaviti v Ljubljani za domačo publiko, tudi za mednarodne publike v drugih kontekstih, pomeni številne spremembe. In zdaj posebej mi je bilo zanimivo pravzaprav v pripravi letošnjega festivala tudi malo bolj sistematično gledati za nazaj in pregledovati arhiv in videti mogoče nekatere kontinuitete, ki obstajajo od 30 oziroma 31 let nazaj, ampak potem tudi neke diskontinuitete oziroma kaj se novega dogaja, kako se Mesto žensk prilagaja času, kaj pa so mogoče tudi neke kontinuitete, ki me presenečajo, ki nisem pričakovala, da je to vizija od samega začetka društva. Mislila sem, da je to nekaj, kar je mogoče prišlo pozneje, kar je tudi recimo kdaj tudi zelo lastna neka inklinacija, potreba, želja, vizija, da se nek tip prakse artikulira, da se neka publika povabi, da se komunicira na nek specifičen način. Potem pa zvem, da je na drugem festivalu tedanja programska vodja festivala imela zelo podobno nekako misel, vodiljo, katero publiko želi nagovoriti. Recimo imeli smo intervju tudi z Ano Lorger, ko smo govorili z Uršulo Cetinski, in je takrat povedala, da je na drugem festivalu, ko je povabila Jan Sever, pevko, ki je tudi povabljena kot umetnica, ki istočasno potem nagovarja specifične skupnosti in tudi recimo narodne manjšine. Bilo mi je zelo jasno, da je Mesto žensk prostor, skozi kateri se poskuša nagovoriti široka publika, to sem vedela, Mesto žensk je prostor, ki tudi ima posamične programe, kjer se res trudi in se je trudilo tudi spremeniti pričakovanja publike, postaviti vsebine, ki so zelo popularne in bodo privabile širšo publiko v prostore, ki mogoče niso ti prostori, kjer se pričakuje takšna vsebina v javni prostor, v neko off-sceno in podobno in nasprotno, ne. Tako da pač zanimivo mi je, koliko je to izpremešano in koliko je in vsako leto v smislu programskega leta, festivalskega programa, potem znotraj tega programskega leta nekako premreženo in koliko se pravzaprav skozi teh 30 oziroma 31 let
vsebin nekako nadovezuje, koliko je rdečih niti različnih, ki jih lahko povlečemo bodisi na ravni celega temata festivala ali pa potem na posamičnih segmentih, ne? Ker vidimo artikulacijo nekaterih tem zelo zgodaj ali pa mogoče odpiranje nekaterih tem zelo zgodaj, potem pa se artikulirajo skozi čas. In ni nujno, mi se zdi, da se vedno artikulirajo zaradi tega, ker je vsaka oseba, ki je vodila in delala program, nujno gledala samo zgodovino, ampak mi se zdi, da vseeno nudi danes mladim raziskovalkam, raziskovalcem, ki bi mogoče imeli interes se ukvarjati z temi vsebinami, eno področje, kjer ni narejen pregled, ki bi nekako umestil niti pomembnost mesta žensk v smislu feministične umetnosti v Sloveniji, predstavljanja feministične umetnosti v Sloveniji, niti v smislu nekega pač umetnostno-zgodovinskega kontekstualiziranja teh praks in relacije z nekimi drugimi, mogoče akterji v slovenskem prostoru oziroma mednarodno. Tako, da mi se zdi, da je zelo potentno in da je zelo veliko tega, kar se še ima za reči in raziskati znotraj te zgodovine. In ja, zgodovina in zgodovinjenje je pač 30. oziroma obletnice, so seveda trenutki, ko želimo pretresti tudi lastne neke postavke, premisleke, tako da je potem bilo logično, da bomo naredili ta vpogled, samo odločitev, da je to na 31. festivalu namesto na 30. je bila tudi nekako lani, ko smo koncipirali, pripravljali lansko izdajo festivala, je bila ideja, da se pravzaprav gleda v prihodnost, da se obletnica uporabi kot vpogled v prihodnost, ker je lanska 30. obletnica festivala bila potem mišljena kot direktno, kaj bo pogled, zdaj pa smo se odločili, da vseeno je nujno narediti tudi nek pregled za nazaj. Hvala lepa, zelo izčrpno ste povedali, pa vendar bi vas prosila še za malo več podrobnosti. Govorili ste o nekih kontinuitetah, o nekih temah, mogoče bi bili pa malo bolj konkretni, prosim. Kar se tiče kontinuitete, torej festival, ko je osnovan, preden je društvo nastalo, je seveda imel neke premise osnovne, kaj podpira, čemu služi, ne. In velik del teh premis podedujemo. Ampak ene zadeve so zanimive, ta recimo sinopsis, ki ga sem večkrat že omenila v različnih priložnostih, je dokument, ki je leta 1994 pač poslan medijem kot del gradiva, priprava, neka najava, poskus najave in promocije festivala vnaprej. In v tem sinopsisu so odprta nekatera vprašanja, ki jaz nisem do sedaj še imela priložnost najti sinopsis, na tem tudi delamo, da ga dobimo, tako da če kdo ima sinopsis, hvala, naj ga pošlje na naš naslov. Ampak recimo v tem sinopsisu se omenja ena premisa, ki naj bi festival probal dokazati oziroma preizprašati o specifičnosti ženske produkcije, ne. In zanimivo je, da par let pozneje v intervjujih z drugimi programskimi vodjami, pač z ljudmi, ki so pač delali nekaj časa, ko je že obstajal en nabor teh praks, postaja zelo jasno, da nekaj takšnega ne obstaja, in potem je recimo Koen Van Del v enem intervjuju ravno rekel, da če obstaja nekaj, kar povezuje prakse umetnic, je potem diskriminacija v smislu nedovoljna prisotnost, nedovoljna vidnost, ne. Tako da je to edino povezujoče. Potem v nekem smislu fokusa na umetnice, tudi po mojih nekako informacijah leta 2002 na eni mednarodni konferenci je takrat Marina Gržinič pripravila pogovor, v katerem se prvič nagovarja, koliko razumem tudi v slovenskem prostoru, vprašanje spolov, v kontekstu kulture vsaj, vprašanje spolov kot multiplicitete in v tem smislu se tudi mesto žensk pozicionira kot podpora feminističnim in queer praksam, ne pa izključno umetnicam, ne. In tudi tu se dogaja na 5. obletnici festivala, se
zelo jasno in decidirano začne govoriti o tem, da je festival pravzaprav feministični dogodek, da se promovira feministična umetnost in na ta način potem se tudi odpira, kdo so te protagonistke oziroma protagonisti, ki sodelujejo, ki lahko ustvarjajo to feministično umetnost. Potem pa, če gledamo spet na tisto, ko sem prej v bolj abstraktni formi govorila, kdaj pa se ravno zgodi, da obstajajo neka zrna, neke točke, ki se zgodijo prej oziroma ko najavijo neko spremembo. Recimo na prvem festivalu je bil en sklop dogodkov oziroma ena razstava, Stereotip, ki je Ljiljana Stepančič bila ena med kustosinjami. Tam pa je recimo v tekstu oziroma v uvodniku tega kataloga je zelo eksplicitno poudarjen fokus na feministično umetnost in fokus na to, da ni nujno, da so ženske avtorice te umetnosti, da se na nek način ne fokusiramo na identiteto same osebe, same ustvarjalke. Kar se tem tiče, meni osebno je recimo nekatere linije mi se zdijo zelo zanimive. Torej, če gremo spet v te narodne manjšine, ki so prisotne na nek način in se tudi postajajo del in publike in se predstavijo v programu od zelo zgodnjih let, je recimo leta 2001 zelo specifično, zgodil se en poskus, v katerem so verjetno skozi refleksijo v nazaj tedanje programske vodje festivala Sabina Potočki in Kun Vandal. In takrat je tudi Bettina Knaup prvič prišla kot zunanja sodelavka, osmislili en festival, ki bi bil korektiv pravzaprav na dotedaj opažen pomanjkljaj ne belih, ne zahodnih pozicij znotraj festivala in je potem narejen festival, ki je se fokusiral direktno na umetnice, ki prihajajo ali iz globalnega juga oziroma ne iz zahoda in na pozicije, ki delujejo v globalnem zahodu oziroma severu, ampak so rasializirane. In zdaj to se dogaja 2001. leta, recimo zanimivo je, da se 2002. leta nadaljuje, da festival naj bi se ukvarjal, po samem tem kratkem opisu, zgleda, kot da se dogaja neka retradicionalizacija na prvi pogled, ker se poskuša definirati, kaj bi to bila evropskost, potem pa, ko gledamo znotraj programa in vidimo, katere okrogle mize so bile, na kakšen način se govori o tej evropskosti, se pravzaprav govori o tej hibridni oziroma pač Evropi, ki je tudi v svoji zgodovini bazirana na migracijah in o tem, da je to normalni pojav, da je to Evropa, da smo vsi Evropa. Ali pa, 2009. globalni jug, kjer je potem bil poskus nekako vpogleda v to intersekcionalno relacijo med spolom in raso oziroma etniciteto, ali pa 2022, kjer je bil potem fokus na dekolonizacijo jugovzhodne Evrope, kjer se potem ta vprašanja umestijo znotraj prostora Slovenije oziroma naših regije, naših prostorov, v katerih je Slovenija bila del v zadnjih 200 letih, recimo. Potem pa spet znotraj manjših programskih enot, vem, da je Marina Grženič kurirala nekatere filmske programe, kjer je zelo dekolonialno oziroma nekako postkolonialna kritika prisotna. Tako da pač ena linija, druge linije so fokus na telo, fokus na reproduktivne pravice. Enostavno stvari se artikulirajo in reartikulirajo znova in znova, tudi generacijski prenos se dogaja, zaradi tega, ker nekatere stvari so mogoče že bile narejene, ampak recimo mlade umetnice, mlade publika danes, ki pride na festival, se mogoče ni soočila z njimi nikoli, imamo kdaj občutek, da se stvari, eni imajo občutek, kot da se stvari ponavljajo, drugi pa imajo ali imamo občutek, kot da je nujno stvari ponavljati in reartikulirati ravno zaradi tega in v tem smislu Mesto žensk je prostor, kjer se upisuje ta zgodovina in se s to reartikulacijo nekako postaja prostor, na katerega je potem tudi mednarodna nekako skupnost gleda kot na vzor in na prostor, kjer je veliko znanja zbrano.
Hvala lepa. Zagotovo je pa vsem povedanem pomemben tudi ta arhiv. O tej temi bomo pa nekoliko pozneje. Barbara Kapelj, tudi vi ste kot slovenska umetnica, ki živite v Ljubljani, precej tesno povezani s festivalom. Večkrat ste predstavili na njem svoja dela, sodelovali tudi v ekipi prirediteljic in prirediteljev. Kaj pa za vas pomeni ta 30., 31. obletnica? Kako se spominjate časa in da bi lahko mogoče kakšno linijo potegnili? Ja, najlepša hvala, ker ste me povabili k tem pogovoru in tudi najlepša hvala, da sem spet imam priložnost biti del festivala. Na srečo pač se mi zdi, da se je dinamika precej spremenila, da je od takrat, ko sem prvič bila na festivalu in sem v bistvu delala za tedanji čas kar divji projekt, in sicer v menzo v koritu sem preoblekla v same higienske vložke in takrat je bil to totalni boom, tako da je bilo to čist nekaj drugega, kar je prišlo v ta prostor, sploh potem, kakor se je pač festival začenjal in tako, ko si je nekako utiral potno, tako da mogoče na nek način s tem mehkim pristopom, ampak seveda pač takrat postaviti oziroma tlakovati zoološki, tapecirati celotno menzo pri koritu, v redu, nisem naredila recimo tega tako v muzeju, kakor bom zdaj, ampak hočem reči, časi so se zelo spremenili in se mi zdi, da vse več je mladih pa raznih generacij, seveda žensk, ki ustvarja in ki osvešča pač ta prostor in sem zelo vesela, da se pač razne teme so se odprle na tem festivalu, tudi skozi projekte, ki sem jih jaz delala, pa so bile povezane s festivalom, pa povezane tudi s tematiko festivala, ne vem, recimo, odprle smo takrat to idejo staranja, pa pol recimo ženske v mestu, ko sem pač delala, ko sem naredila v bistvu kot na nek način pionirski sprehod po Ljubljani in na nek način začela postavljati ta spomenik ženskam, ker pač v svojih delih postavljam na nek način skozi spomenik ženskemu delu in se mi je zdelo, da pač v vseh teh časih, da se je zgodilo ogromno pač krasnih projektov in ogromni premiki in to, da se je na festival začel gledati drugače, ker na začetku je bil tako kakor skoraj totalen underground in bi rekla, da so bili po moje koraki, ki so jih naredile prve umetnice, v bistvu zelo pomemben in so utirale pot vsem nam in v celoti naredile ogromen preboj na tem mestu, ker se v bistvu pač prej tega v prostoru ni bilo in se tega ni dogajalo. In to osveščanje se mi zdi pač najbolj pomembno in da je to osveščanje prišlo tako skoraj bi rekla v neko normalo. Ne vem, kako pač gledajo danes to najmlajše predstavnice festivala, ampak dejansko se pač ta ideja o tem, da se govori o feministični umetnosti, je postala nekaj normalnega. Hvala lepa. Bog temu bi svoje opažanja tlele delila, namreč zdi se mi, da je festival v svojih začetkih bil precej bolj prisoten na nek način. Vi pravite, Barbara, underground, ampak ta underground je bil pravzaprav po mestu in po medijih je bilo polno enih utrinkov, ki so opozarjali nanj in pravzaprav potem z leti počasno nam je prišel v neko vsakdanjo zavest. Ali danes ni več potrebe po teh gestah prebojnosti, ali je danes to težje, ali recimo so mediji bolj zaprti, ali je družba drugače sprejema ali pa doživlja te stvari. Kaj bi rekli, Iva, o tem? Po eni strani je recimo medijski odziv na prvi festival izjemen. Obstajalo je celo leto in več priprave, torej ne priprave, znotraj katere se producira drugi festival, kar je krnja priprava na nek način, deljen je fokus na pripravo prihodnjega festivala in na produkcijo trenutnega. Ne. Tako da v prvem letu je res bil en ogromen push, kjer vi vidite tiskovko za festival, ki bo
95. leta, jeseni 94. leta. Tu je medijski odziv bil ogromen, medijski sponzorji, mednarodni sponzorji. Tako da v nekem smislu je že prvi po eni strani, če bomo uporabljali termin mainstream, ima te karakteristike. Po drugi strani pa je seveda ta prvi festival 95. leta je zarezal globoko v to, na kakšen način se dojema kultura in kaj je sprejemljivo v kulturi. Ne. In je kot takšen razjezil oziroma pač izzivalen je bil. Ne zaradi tega, ker bi bil izzivalen, ampak zaradi tega, ker je družba, v kateri se je dogajal, ni sprejemala takšne prakse. In tudi slovenska takratna kulturna scena je imela manj dogodkov. Enostavno dobiti medijski prostor za dogodek, ki se dogaja oktobra in je to ta dogodek, ne pa še 5 drugih festivalov, ne dogodkov posamičnih, ampak res ni jih 5 verjetno. Ampak hočem reči, vseeno trenutni medijski prostor, kulturni prostor je saturiran. To ne pomeni, da ne obstaja publika. Publika obstaja in publika prihaja. Ampak ni toliko pač prostorov za plasiranje teh vsebin. Potem pa ta moment, koliko je feminizem sprejemljiv. Absolutno je danes v enem segmentu družbe to normalen termin. Mislim, če se spomnimo Guerrilla Girls, the F-word, ne, pač feminizem več ni the F-word. Je, začenja se črko F, ampak je do neke mere, recimo gender mainstreaming tudi v družbi nasploh, obstaja neka normalizacija teh poskusov. Po drugi strani pa gledamo svet, v kateri je ogromna retradicionalizacija, tako da jaz mislim, da je tu pomen mesta žensk, ker ima to dolgo zgodovino na eni lokaciji, ker je referentna točka. Jaz pa sem presrečna, ker obstaja v drugih organizacijah, naprimer v Sloveniji, ampak itak mednarodno tudi, pač produkcije, ki mogoče kdaj pa kdaj sodelujemo v njih, kdaj pa tudi ne, ki so artikulirane, feministične geste, ki plasirajo pač ideje spolne enakosti v družbi. Ni nujno, da pač me sodelujemo v vseh teh poskusih. Pred 2 leti, če se dobro spomnim, na Triggerju na festivalu, oziroma ni festival, ampak je showcase slovenske neodvisne scene, sem bila vprašana od ene gostje mednarodne, če se nekaj zgodilo v Sloveniji pred kratkim. Pa mi ni bilo jasno vprašanje najbolj. Pravzaprav je hotela vprašati, če je bilo nekaj specifičnega, če je količina pravzaprav feminističnih predstav, ki so bile predstavljene na tem Triggerju, posledica nekega konkretnega dogodka, na kateri se je zgodila pač reakcija, pa sem rekla, da ne, nič posebej se ni zgodilo. Pač mlade ženske in vsi nekako živimo v svetu, v katerem je to postalo sprejemljivo, kritika pa je še vedno potrebna in zelo nujna zaradi tega, ker to ne pomeni, da ne vem, v inštitucijah, v kulturi, v šolah, ne, da ne obstaja diskriminacija in da v krajnji liniji ne obstaja diskriminacija znotraj samega sveta umetnosti, ne, ker tudi če gledamo raziskave, ki jih je malo, ampak obstajajo, kažejo, da vseeno ne govorimo o paritetnosti in da na ta način, ja, evo, tu recimo, da mogoče samo še ena, če se vrnem spet mogoče nazaj v mesto žensk, kaj pa je posebnega z mestom žensk v tej novi panorami, v kateri imamo srečo, da živimo, apropo tega, da tudi državne inštitucije, prostori, ki imajo mogoče večjo vidnost in večje resurse, imajo ta push, da delajo tudi feministične prakse umetniške oziroma producirajo. To, kar je znotraj mesta žensk, mi se zdi zelo pomembno, je dialog. Torej, to ni enkratni dogodek. To ni zdaj ena stvar v, ne vem, sezoni, v kateri je ena feministična predstava, ena je predstava o globalnem zagrejavanju. Mislim, ne skačemo z agende na agendo, ne zaradi tega. Mislim, kultura se ukvarja z različnimi aspekti družbe in takšna mora biti. Znotraj mesta žensk pa nekako gledamo feministično, intersekcionalno, tako da povezujemo različne
teme, ampak povezane z spolom, tako da mislim, da uspevamo dobiti oziroma artikulirati mogoče neke bolj kompleksne ideje, istočasno pa jih uspemo predstaviti na način, ki mislim, da je jasen javnosti. Hvala. Ana Lorgar, tudi naša radijska sodelavka, zato bi se kar tikali, če se strinjava. Ja. Hvala. Ti si se Mestu žensk pridružila v zadnjem obdobju. Kaj te je pritegnilo, kaj te pri teh vsebinah in oblikah zanima? In mogoče, kako se tudi odraža v tem letošnjem tvojem selektorskem delu? Ja, jaz sem z Mestom žensk sodelovala najprej kot zunanja sodelavka pri enem projektu, ki sem ga ustvarjala skupaj z Selmo Banič. Selma Banič je v bistvu povabila osebe z izkušnjo izbrisa in osebe z migracijskim ozadjem oziroma begunskim ozadjem, no? In smo v bistvu skupaj šivale platno v opozorilo, da so te teme še vedno aktualne. In v bistvu sodelovanje z njo je bilo izjemno zanimivo in zdelo se mi je, da v bistvu odpira zelo pomembne teme in tudi samo sodelovanje, ne samo na ravni vsebine, ampak tudi način, kako smo komunicirale v bistvu z Mestom žensk tudi in med sabo, je deloval izjemno odprt, nehierarhičen in v bistvu kot neko mesto, kjer sem se tudi sama dobro počutila. Potem pa v bistvu sem jaz prva nadomestila v bistvu na prvem festivalu Delo te je hvala, se pravi, sem imela uredniško oziroma še vedno imam uredniško vlogo, kar pomeni, da v bistvu urejam besedila, ki prihajajo strani umetnic, da potem v bistvu ta besedila uporabimo v programski knjižici, ki je trenutno pač na spletni strani. Potem sem se pa v bistvu spontano zaradi svojega dramaturškega pa novinarskega ozadja, pa zato, ker sem pač že prej leta in leta pisala gledališke kritike, aktivirala tudi v tej smeri, da sem začela delati selekcijo gledališkega programa, ki sem jo lani delala prvič. Kar je bilo zame novo, je bilo to, da se mi je odprl tudi svet gledališke uprizoritvenih praks, gledališke umetnosti v tujini. Tudi se mi zdi, da nisem prej nikoli tako zelo bila v stiku s tem, kaj se dogaja na Dunaju, v Nemčiji, na Poljskem, v Franciji. Tako da so se mi nekako, sem z navdušenjem pač sprejemala to, kaj se dogaja drugod. Pri tem sem ugotovila sicer, da Slovenija, mislim, da je na zelo enakem nivoju. Mislim, da so te neke prakse, ki se dogajajo v tujini, kot je recimo dokumentarno gledališče ali pa neko snovalno gledališče prisotno tudi pri nas. Tako da se mi zdi, da ja, imamo tudi tukaj izjemne umetnice. Sem se v bistvu takrat prvič spraševala, kaj pomeni feministično kuriranje z vidika, komu dati glas, kaj ta glas govori, kje najti presečišče feminizma z razredom, z raso, mogoče tudi, kaj pomeni queer v tem kontekstu, a smo kot Mesto žensk, mislim, smo tudi odprte za to, a ne. To so neka ta vprašanja, ki so se mi porajala, ko sem začela v bistvu kurirati. Predvsem pa tudi to, da sem skušala iskati tudi mlajše umetnice oziroma umetnice, ki mogoče, recimo Nalidi Majola je bila lani na našem festivalu in je v bistvu končala na HKV-ju svojo predstavo, ki je bila tudi predstavljena potem na Mesto ženske, s to predstavo v bistvu zaključila svoj študij in je bila super predstava, ne. Tako da se mi zdi, da take stvari sem v bistvu skušala najti, da bi pač program sestavila. To leto pa je fokus v bistvu na slovenskih umetnicah, kot sem že rekla prej, nekako izjemne. In sem ful vesela, da imamo tudi nekaj novih premier, da smo v bistvu tudi zaupale umetnicam, da so predstavile svoje ideje, da v bistvu smo jim dali prostor. Se mi zdi, da je držati ta prostor ful pomembno. Ja, potem pa tudi hkrati, da se vračajo neke umetnice, ki so bile že na festivalu, tudi z vidika teme, letošnje festivalske teme. In pač ja, da tudi v bistvu dajemo prostor tudi mladim umetnicam na tem festivalu.
kot so recimo Katja Markič, Katja Gorečan pa Rina Pleteršek, pa naprimer Patricija Crnkovič, ki je v bistvu tokrat imela solo predstavo. Prišli smo torej že do tega letošnjega programa. Barbara Kapelj, bi morda malo več povedali o svojem recitalu Kamnolomke, ki pa pravzaprav tudi je vezan nekako na zgodovinjenje, in preden pridemo še do te vroče teme arhiviranja. Jaz bi povzela to, da seveda, kakor smo se prej pogovarjali, lepo se je sprejel ta festival, se mi zdi dosti lepo v samem mestu. Kaj se pa dogaja zunaj mesta, je pa čist druga problematika, ne? In se mi zdi, da že tudi to, kar sem jaz raziskovala, in v bistvu raziskovala sem zdaj zadnji 2 leti ženske, ki so delale najtežja fizična dela v kamnolomih in v kamnoseštvu. Že tukaj sem se srečala z popolnoma drugo idejo o tem, kako je ženska postavljena v ta sodobni svet. In zanimivo je bilo, da to moram povedati, da ko sem se lotila tega, sem se dejansko lotila te teme zelo arhivsko, zato sem tudi pristopila k Mestu žensk, ker je imelo tudi to temo arhiviranja. In sem tako na nek način kot arheologinja se zakopala v te dokumente o ženskah in govorila z raziskovalcem Božidarjem Premrlom, ki je raziskoval kamnoseke in kamnoseško dejavnost. In on mi je dejal, da v bistvu v kroniki iz leta 1676 rokodelski red ljubljanskih kamnosekov in zidarjev pravi, vdova lahko podeduje obrt po možu. Se pravi, in da je stanje leta 1676 bilo zelo različno, da dejansko so tudi ženske recimo v srednjem veku imele popolnoma drugačne pravice, kakor so potem, ko so se začele te pravice zelo rezati in omejevati. In ta stanja, različna sem potem raziskovala v tej predstavi, ki govori v bistvu od ker sem našla 2 najstarejši kamnolomki, kakor sem jih poimenovala, to je Olga Grmek, ki je danes stara 99 let in je delala v kamnolomu na Kremeniku, in prav tako Marija Filipčič, ki sta v bistvu vihteli vinč v kamnolomu in delali, v bistvu malvarili, to pomeni delali težaška dela v kamnolomu. In o tem v bistvu zgodovina žensk, zgodovina sploh ne spregovori, dejansko ni govorila o tem. In še danes, so te, ki so ker sem pol to usporedila do vseh sodobnih kamnosekinj. Recimo ena je med njimi Maja Hrovat, ki dela kot edina kamnosekinja na Ljubljanskih Žalah. Da dejansko v tem prostoru teh težaških del in ukvarjanja recimo s kamnom, ki je ena taka osnovna, primarna struktura, da dejansko ženska še vedno nima na nek način pravega mesta, in da se jo še zmeram ni na nek način normalno, da se ženske pojavljajo v takih poklicih in da je to še zmeram dosti zanimiva tema, o kateri se ni govorilo. Hvala lepa. Spoštovane Iva Kovač, Barbara Kapelj in Ana Lorgar, žal se moramo posloviti. Hvala lepa za pogovor in sodelovanje. Iva Kovač, vas bi pa prosila samo še za zaključne sklepne besede, torej o letošnji tematiki arhiviranja. Torej, če se samo navežem pravzaprav na Barbaro Kapelj, ki govori točno skozi svoje delo o pomenu zgodovinjenja za prihodnost, to je tudi fokus letošnjega festivala, torej tematski, potem pa znotraj samih projektov se na različne načine artikulira. Eden od poskusov tudi
letošnjega festivala je poskus tudi zgodovinjenja lastne zgodovine v sklopu razstave Arhivi v ospredju, kjer pravzaprav en segment naše lastne arhive razkrivamo in potem tudi vabimo publiko in nekdanje sodelujoče, da dopolnijo, popravijo in korigirajo, saj arhiv pravzaprav ni neko skladišče, v katere odvržeš dokumente in potem tam ostajajo, ampak se spreminja in živi pravzaprav skozi interes in potrebe tudi današnje skupnosti. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala. Hvala. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Oddajo Ars Humana, v kateri smo se pogovarjali ob 30-letnici delovanja Društva Mesto žensk ter 31. festivalu, ki te dni poteka v Ljubljani in Celju, lahko vnovič poslušate na naših spletnih straneh ali med podcasti. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Liam Samsa, pripravila sem jo Petra Tanko, urednik oddaje Ars Humana je Gregor Podlogar. Z programa Ars vas prijazno pozdravljamo in vam želimo prijeten dan še naprej. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.